Pozdravljeni v tokratni oddaji Pogled nazaj. Prejšnji vikend je bilo v Izoli pestro, saj je kultna navijaška skupina Ribari praznovala 35. obletnico obstoja. Najbolje bo, da se skupaj sprehodimo po časovnici in spoznamo zanimive zgodbe zvestih navijačev. Marko, dobrodošel v mojem studiu. Naporen vikend je za tabo, za Ribari. Si uspel kaj odpočeti, 35. obletnico ste praznovali v Origoniju. Ja, hvala za vabilo. Če povem po resnici, sem komaj v sredo se nekako sestavil. Sem bil teh par dni v službi, nisem vedel niti kaj počnem, tako da v sredo, ja. Ja, imeli ste dvodnevni program, kaj vse je bilo na njem? Tako, mi smo si zamislili, da bomo pač v petek zajeli našo Izolo z dimom, tako v naših barvah, plavo-belim, in v soboto pol, tako po nekem standardu v teh večjih obletnicah, da bomo imeli koncert, zaključili pač v letnem kinu, ki je tašen pozitivno okolje in dobro za druženje. Radi se tam družimo noterno. Koliko časa potekajo recimo priprave na takšen dogodek, kakšni izzivi, ovire vas čakajo? Ti si rekel, da ti je telefon stalno zvonil. Ja, nekih ovir velikih ni, priprave so, treba pač sestaviti to puzlo z vsemi udeleženci, z bendi, z ozvočevalcem, malo reklame narediti, z lokalno skupnostjo, dati pravočasno vloge, tako da mislim nekih ovir, da bi nam kdo metal polena pod noge, nismo doživeli, tako da vse potekalo po planu, se upravičujem. Občina vam stoji ob strani ob takšnih dogodkih, kako je s pridobitvijo kakšnih sponzorjev? Glejte, občina, lokalna skupnost je nas prejela že en čas, mislim, da sodelujemo v redu, tako z občino, kot s centrom, kot s komunalo, kot z vsemi društvi v Izoli, tako da nas podpirajo, tudi lokalna skupnost. Dobro, zmeraj so te posamezniki, ki smo jim trn v peti, tašni so itak nergači, ali je dobro ali je slabo, zmeraj imajo kaj za nergati, tako da ni problema. Zdaj sodelujemo lepo z njimi, ja. Ti si eden izmed glavnih ribarov, kakšna je bila tvoja vloga pri tej obletnici? Tako bom povedal, jaz en od glavnih, jaz sem pač že od samega začetka zraven, res, da sem en čas, dolgi čas vodil to skupino, mislim, da počasi prihaja moj čas, da se posvetim tudi samo malo sebi, svojim otrokom, tako da mislim, da ta tle je bila ena, če ne zadnja, ki sem tako bil vpet, mislim, je prav, da mlada generacija to prevzame in pač jaz bom bil ob strani, če rabijo kakšen nasvet in to, da oni vodijo pol to zgodbo naprej, Kako si bil pa zadovoljen potem z izvedbo, ko ste potegnili črto pod dogodek? Glejte, mi dosti kaj ni bilo za fali, zadovoljni smo bili, obisk na koncertu je bil zadovoljiv, zadovoljni, pač naj povejo te, ki so to videli, jaz čujem, da so ljudje navdušeni nad tem, kar smo pripravili, malo drugače, kot je bilo 5 let nazaj, s temi baklami, tako da mi smo, skratka, nam tašno stvar, po domači povedano, ni več težko izpeljati. Enkrat, ko si vpeljan, lahko samo nadgrajuješ ali se malo igraš levo, desno, kako pač jo bomo izpeljali. Tako da smo zadovoljni, seveda smo zadovoljni. Upam, da je tudi, da je zadovoljna tudi lokalna skupnost. Jaz smo pač naredili, ko bi rekel, še en zgodovinski dogodek, ki bo ostal za skupino, kot tudi za občino v spominu turistom in našim občanom. So pa takšne bakljade, kot ste jih imeli že pred leti, vedno vsidrejo v spomin ljudem. Je težko to organizirati, odkot črpate recimo idejo? Kot pravim, enkrat, ko smo izpeljali to za 30 let, je pol tako nam vse to lažje. Takrat je malo več, če povem iskreno, jaz sem se usedel na teraso in sem štel luči po Izoli, kako bi to izpeljali. Zdaj je to nam, bi rekel, prišlo že pod kožo in ko pozoveš ljudi, važno je, da se ljudje odzovejo na naš klic in takrat tudi se odzovejo in pol izpeljemo stvar, kot se dogovorimo, brez komplikacij.
Evo, ti si že od začetka zraven, začeli ste 18. avgusta 1990. Kako je nastala sploh ideja, kako je bilo na začetku? Dobro, jaz lahko povem, takrat sem imel 14 let in en teden, ko so nastala prvič uradno ime navijaška skupina Ribari. Ne vem, ideja, kot so pravi te starejši povedali, je bila potem, da bi podpirali naš nogometni klub. Nastali smo pač na nogometnih tekmah in ne vem, so želeli neko organizirano skupino se zgledovati, ko po teh večjih skupinah iz bivše Jugoslavije. In Italijo smo imeli blizu in tako da je takrat je bilo to v velikem narastu. Ne. Kaj pa pred tem, je imela Izola kakšno navijaško skupino? Izola, da bi imela svoje podpornike, pač kot organizirane navijaške skupine, ne, potem smo se organizirali v to in začeli s to zgodbo. No. Koliko članov je recimo bilo na začetku? Kako ste izbirali recimo ime, grb? Tako, da povem, ime je nastalo, po domače povedano, tle v Kopru so zmeraj imeli zapovedati, da mi smrdimo po ribah in potem je nastalo to ime Ribari. Kar se tiče članov, takrat ni bilo članov, no. Takrat lahko povem samo to, da ni bilo toliko teh družbenih omrežij in to, ne. Smo se malo več družili na ulici, igrali žogo, ne. Danes treba to malo drugače predstaviti ljudem. In so potem tudi lažje se napolnila tribuna in ljudje so čakali pol, da se to zgodi, ne. Danes pa jih moraš privleči, zmeraj nekaj novega se zmisli, da razen seveda ona skupina, ki redno obiskuje, ne. Razen pol, ko so kakšne večje tekme. Zdaj članov danes nekih aktivnih je, 40, 50, to je neka stalnica, ko so kakšne večje, bolj pomembne tekme, sicer mi jih imamo zelo malo, ne, glede na to, kakšne pozicije imajo naši klubi na lestvicah, ne. Če bi se mi borili za kakšno višjo ligo ali bili v prvi ligi, se borili za Evropo, bi komaj takrat pravi obraz skupine se pokazal. Takrat v bistvu članov ni bilo, no. Vsak je bil zraven, ne, vsak, ker je bilo več tega, danes pa imamo enih 50 aktivnih članov in to je to. Kako pa je s puncami, so tudi kakšne članice? Mi smo imeli zmeraj tudi ženske v skupini, sicer v manjšem številu, no. So bile zmeraj zraven, z leti se je pol to itak razvijalo, danes so pač navijači, te, ki so, ko bi rekel, ne vem, ko jaz, ki bo imel drugo leto 50 let, so ljudje, ki jih imajo 60, so njihovi otroci, ki so in iz generacije se to prenaša in zgodba gre naprej, no. Se pravi, člani so vse od koliko, 15 do 60? Mi nimamo članov, imamo lahko rečemo 60 plus, kot naš bivši predsednik, do, bi rekel, tako, otrok, danes lahko reče, ne vem, ni član, ampak hodi na tekme z sinom, ki ima 7 let, 8 in tako da. Dajmo reči, od 14 gor se že čuti ta pripadnost skupini, mestu in tako. Kako ste grb zbrali? Grb smo zbrali, pač smo zraven morja in smo si dali morskega psa, ne, Sicer danes imamo ta uraden logotip, ki je ta krog z morskim psom, tu bi se rad zahvalil Tilenu Godniču, ki ga je takrat naredil in se je prijemil, tako da je ta naš udarni grb je to. Seveda, morski pes, morje, povezano, ne. Kako se je navijaška skupina recimo skozi leta spreminjala, kakšne so bile recimo prelomnice? Tako, ni da nam bilo zmeraj vse lahko, ali imeli smo srečo, da smo takrat, mi smo sicer leta, da se ne bom zmotil, 96 ustanovili društvo, na bazi društva smo dobili svoje prostore, ki jih imamo še danes v uporabo in tam noter se je pol razvila ta zgodba, da smo ratali neka velika družina, da danes funkcioniramo kot funkcioniramo, smo se nekako združili in pač skupina, moramo vedeti, mi smo zmeraj igrali v nekih nižjih ligah in težko se je bilo, zmeraj smo mogli nekaj novega zmisliti, tako da smo potem tudi, ko smo ta nogomet, rokomet je šlo, v Izoli ni bilo nič od športa, smo si ustvarili mali nogomet in se potem tam družili, potem normalno spet se vrnil rokomet, neki nogomet, tretja liga, neke želje po višjih ligah.
upam, da bi nas zdaj obiskali v Izoli. Ti si treniral kaj? Jaz sem treniral nogomet, sem treniral in tudi mi je tako najljubši šport od vseh, čeprav spremljam tudi ostale športe, ima nogomet je nekako ostal pri srcu. Ja. Si pa od leta 1990 se je dosti spremenilo, člani, ali ste ista klapa? Ma tako, Izola je itak, dajmo reči, 1/4 občine Koper. Ne? Smo zmeraj eni in isti in iz generacije se prenaša. Tu pa tam imamo kakšnega zunanjega člana iz drugega mesta, nimamo to neke podskupine ali kaj. To lahko povem, imamo pač prijatelje, imamo danes brate iz Ohrida, ki nam prihajajo, imamo prijatelje iz Torina, imamo prijatelje iz Štajerske, tako da v bistvu eni in isti smo, ne vsi kot jaz, ne, normalno, da prijejo mladi, ne, takšnih šturlotov, kot sem jaz, je malo, po domače povedano, ja. Kako to, da si ti znašel med navijači, kaj te je pritegnilo? Prvi spomin, recimo? Ma ne vem, takrat je bilo to neki vzpon, mene me je zmeraj privlačilo to navijanje, ne vem, to druženje, lepe stvari so se dogajale tudi okoli tega navijaštva, ni da se grdo in črno, ne vem. Si igral še takrat? Ma jaz sem igral in če povem po resnici, mi je žal, ne, sicer takrat smo mi kot mladinci se borili za izpast, da ostanemo pač v prvi slovenski nogometni ligi. In mi je žal, da sem zamudil ono tekmo tle v Kopru, ko je bil derbi, ko je Perka dal gole na 1:1, ko se mi zdi, da je še danes na posnetki od koprske televizije. In ono mi je malo bilo žal, da se nisem mogel udeležiti, no sicer pač so bile druge obveznosti, no takrat. Ja. Kako ti opažiš, da se recimo zdaj te mlade generacije spreminjajo, recimo, ko si imel ti 14 ali pa zdaj, ko pride en 14-letnik? Je razlika? Ma razlika je, zato ker mi smo odraščali na ulici, ne, po domače povedano, ne, in če nisi poslušal, si dobil eno koljuh, ne. Danes te ne vejo, kaj je to večina njih, ne vem, se ukvarjajo s temi družbenimi platformami, igricami in se mi zdi, da so malo oddaljeni od realnega sveta, no. Niso slabi fantje, daleč od tega, niso vsi isti, no, samo malo tega manjka, več druženja po ulicah in stran od teh telefonov, to malo pogrešam, ker se mi zdi, kot da so malo oddaljeni od realnosti, no. Ja. Ne vem, nekaj v svojem svetu. Spremljate pa vsakega v Ribare? Kako se lahko nekdo včlani v društvo? Ma mi nimamo zadržkov, pač vsak lahko vstopi v skupino in potem normalno ga sprejmemo. Pol z leti pokaže, kam ga postaviti v skupino in če ne, ki pač se ne počuti, se umakne sam. Če kakšen več kot preveč problematičen, ga tudi mi odstranimo, če noče sodelovati skupino, nekaj svoje glav in normalno ne moreš biti proti vsem. Ne moreš stati proti vetru, po domače povedano. Ne? Jih je večina tako, da je recimo, ne vem, oče bil, nono bil ali... Ja, dosti jih je. Se prenaša to iz generacije pri nas, se prenaša. Kaj mora imeti dober navijač? Kako vi gledate na to v vaši skupini? Dober navijač, ne vem, dober navijač mora imeti rad svoje mesto in pripadnost svojemu mestu. Zame je to dober navijač, zdaj ostalo pride sproti, ne, Je pa malo takšnih navijaških skupin, ne, v Sloveniji? S kom bi recimo še se lahko primerjali? Glejte, mi se ne bomo primerjali z nobenim, ker te druge skupine več ali manj so po prvih ligah, mi za to naše tretje ligo, drugo, tretje, mislim, da smo več kot dobri in vam pravim, če bi kdaj imeli možnost se dokazovati v Evropi ali v prvi ligi, bi komaj takrat prišel izraz. Tudi številčno smo, kar številčni, dajmo reči, za 15 000 do 17 000 ljudi, ne, za našo Slovenijo smo ekstra. Prej si govoril, da ste, ne vem, pobrateni z Ohridom, s Torinom. Kako to zgleda? Oni pridejo sem, greste vi tam, tudi navijate kdaj na njihovih tekmah? Tako, ja, 6 let nazaj je postalo to bratstvo z navijaško skupino Ohrid, seveda da naši fantje, tudi jaz sem bil že parkrat, gremo dol, ali je to dopust, ali gremo na tekme, isto pride oni na naše tekme.
Pol s kolegom iz Torina sem se spoznal tako po naključju, ko smo praznovali 300. obletnico, smo navezali stike, tako da smo danes prijatelji s to njihovo grupo, sicer to so navijači Torina, ne Juventusa, ne. Dobro. In nimamo prave prijatelje, kar se tiče, da smo dali prav široko, bratje so naši iz Ohrida, to so pol prijatelje imamo, kot smo rekli, na Štajerskem. 2 skupine, 2 podružnice tam, naših Viol in iz Torina tudi ta skupina. Gledate pa tudi druge posameznike, recimo Žbogar, Mačkovšek, Gasperini, ko je bil, vedno jim pripravite lep sprejem. Koliko vam pomenijo recimo takšni uspehi? In dejansko potem tudi njim, vedno se zahvalijo vam. Mi smo ponosni na naše športnike in to ni, da je neka prisila nekaj narediti. Mi čutimo, da moramo to narediti in pol to speljemo in sprejmemo. Sej, mislim, da do zdaj so bili kar vsi sprejemi teh naših športnikov tako posebni, no, vsak po svoje. No. Največjega sicer se je bil deležen Vasilij, ko je prinesel ta zadnji oni ostali tudi niso bili nič slabši. Od Gasperinija, Mačkovška, niti od Rajkota Hrvata in vseh ostalih. Tako da prije spontano, ne? Ko je nekaj spontanega, tudi rata. Če nekaj prostiš, siliš, ne bo nikoli uspelo. Ne? Pač spontano pride in mi pol samo damo še, ko bi rekli, češnjo na torto, malo dodamo svojega in je potem cel žur. Koliko pa vam recimo laska, da dobivate pohvale na vaše delo? Je to le potrditev, da ste na pravi poti? Tako, ja, lejte, mi smo tudi koliko enih 5 let nazaj dobili tudi občinsko priznanje, pa Center Šport za kulturno je dal. Pomenijo te stvari, seveda pomenijo, da ljudje vidijo, da se mi trudimo, da ni to samo neki, ne vem, pjančevanje, razbijanje, da je to neka druga zgodba. Je tudi tega vmes, pač v takšnih skupinah mora to biti, mislim, mora biti, pač sodi zraven pri takšni količini ljudi je tudi tega, važno je, da vidijo, da v celem paketu je to neka stvar, ki je dobra. No. Imate pa tudi veliko artiklov, ki si jih lahko ljudje privoščijo. Kateri so vse, recimo, kako gre to v promet? Promet itak gre dobro, ne, tako da artikle, zmeraj se pravimo nekaj novega zmisli, da bi dali ven, da ni samo klasična majica, gledamo tudi, da so zmeraj bolj kvalitetnejši, smo se odločili rajši 2 evra več, ko 2 evra manj in da potem se ti raztegne vratnik po prvem pranju, ne vem, recimo majice. Ne vem, naredili smo že vsega, od brisač do beskov, do hlač, do majic, do rucakov, do kap, do ne vem, sproti, no, vsega. Kar pač je, v bistvu danes se lahko oblečeš vse v naše oblačila, imaš že korče brand. Brand, ja. Veliko imate navijaških pesmi, kako je s tem, kdo si to zmišljuje, besedila? Besedila pridejo tako, no, sama. Jaz sem se enih par zmislil na stranišču, po domače povedano, pride ti spontano, ne, Nekaj sem jih jaz, nekaj mlajša generacija, nekaj še starejša od mene in potem te pesmi pač normalno jih spiliš na tribuni. Koliko časa rabite, da se naučite recimo? Hitro. V en tekmi več ali manj, če ni preveč zakomplicirana, že pred tekmo se zapoje. Saj niste to nekaj... Če smo se naučili zdravljice, se lahko tudi na pesem od Ribara, ima dosti manj kitic, ne. Je bila tudi kakšna recimo, ko ste probali, pa potem po eni tekmi ste rekli, ni to to? Več ali manj vse so, samo ena, ne vem, zakaj se več ne poje, se ni primila, malo je verjetno treba reči fantu, da še parkrat zapojem, bo šla skozi to in ta, ne vem. Takrat smo malo forsirali, pol se ostavila in zdaj res je ni bilo že dolgo na tribuni slišati. Zdaj pa kakšna nova pride na koliko časa, recimo, da dodate? To je po občutku. Lahko bi se mi usedli in jih delali, pride, vse prije spontano. Ni da neki zdaj se zasedamo in tam bomo študirali koliko. Spontano pride, ne vem. Recimo tudi ti biš prišel, imam neko novo idejo, pesem, prideš, pogledamo, kaj dodamo, spremenimo, jo uskladimo in jo damo v promet. Tako. Kako pa recimo za tekme s transparenti, s koreografijami, kdo se to spomni, koliko časa to poteka priprava?
Koreografiji zadnji čas težko jih je tudi delati za malo število nekaj večjega. Ne moraš imeti polno tribuno za kaj lepega narediti, drugače to pirotehnika in to je zmeraj prisotna. Transparente pa tudi, sproti določimo, kje, zakaj, odvisno od tekme, ne vem, kakšen derbi, napišeš kaj več, če ne imamo te klasične naše transparente, danes. Na 35. obletnici smo budili unega iz leta 90, sicer ne na Ceradi, kot je bil takrat, je identičen, kot je bil, smo rekli, da za 35 let bomo dali si to, tudi na majice smo tiskali te črke in tako. Je pa recimo napišete te transparente, imate kakšen prostor? Glejte, mi večina zadnje čase ni, da jih sami rišemo ali kaj, jih pripraviš računalniško, ti jih natisnejo. Sicer bi bilo dosti lepše, da bi se mladina usedla, ga pobarvala, ki bi tudi večjo pripadnost čutila in tudi ga, ko bi rekel, na tekmah ščitila, tako ga naročiš, tam, če pa ga ti narišeš, ti in svojih 10 prijateljev, boš se dosti bolj ga čuval, ko da ti ga pošljajo v paketu vsem, dobro, v redu, to je tako. Nekaj je tudi grafitov po Izoli, kdo je to mojster zarisati, to tudi vsak ne more verjetno? Mi smo imeli 2 grafiterja, v bistvu jih imamo še danes, da smo imeli Dani Riba in Tine Mortis Gallery. Ona 2 nam pač naredijo te grafite na teh trafopostajah, ki smo takrat se dogovorili z Elektro in z lokalno skupnostjo, da bomo to malo polepšali, ki so bile vse naše te trafopostaje usrane, ideja je padla za 30 let in še danes tako tu pa tam kakšnega naredimo ali te stare obnovimo. Sicer smo imeli tudi neljube dogodke, ki so nam jih šarali, pač naredijo škodo, itak bomo popravili, ne vem. Mislim, žalostno, se spravijo na grafite, ne vem, kaj so grafiti krivi, ipak je to neka umetnost, zdaj, ali je navijaški, ali so tam jagode narisane, ali čebelice, ne vem, neka umetnost je, Kako poteka recimo zbor pred tekmo, kje se dobite, koliko prej? Tako, zbori načeloma za te manjše tekme, ali se dobimo v lokalu, ali se dobimo v parku pred rokometno tekmo, kar se tiče večjih tekem, potem pa itak se dobivajo na pomolu in te bolj, mislim, večje, bolj pomembne tekme in nekih večjih jih nima v teh naših ligah. Ko mi čutimo, da je neka bolj pomembna in da moramo se zbrati večje število, se zberejo na pomolu in pol se krene iz pomola v povorki na stadion ali dvorano ali pač odvisno, kdo igra. Kako pa recimo z gostovanji? Gostovanja so tako, ne vem, moram povedati, da zadnje čase fantje so pridni in hodijo tudi na gostovanja v lepih številkah, hodimo s kombi, več ali manj, zadnje je bilo v Jesenicah avtobus 4 kombi, ne vem, se mi zdi v redu, ko gledam te slike prvoligaških skupin, je zelo malo teh, mi smo, ne vem, 3. liga, razumeš, nič kaj posebnega, pa nas gre kar lepa številka. Gre lepo, v glavnem. S kombi več ali manj hodimo zadnje čase, osebna vozila, s tem se premikamo okoli. Koliko tekem si ti še ogledaš? Recimo lani, koliko si? Jaz bom rekel tako, to leto se malo, mislim, to sezono, kar ne pa vsako, ko prej. Prej sem šel vsako, zdaj mi niti nimam časa, če povem po resnici, niti počasi mi ta volja ugaša za to 3. ligo našo, zdaj smo imeli možnost iti naprej, mogoče bi bilo kaj boljše, en korak, vsaj na stopničko višje, spet smo obtičali tu, kjer smo. Tako da, moraš zmeraj tudi nekaj najde zanimirati, tudi to mladino za pripeljati, veš, ki to hoditi po teh vaseh, jaz hodim že celo življenje, jaz sem se naveličal in Podgrada in ne vem, bi rekel, in Lesci in ne vem česa, tako da. Rokomet, če greš kaj gledati? Rokomet, nazadnje sem bil lani, ne vem, glih s kom smo igrali, glih po naključju. Smo šli na tekmo Ilirsko Bistrico, v Bistrici je tekmo odpadla zaradi neurja in pol smo se vrnili v Izolo in smo obiskali pač te, ki smo bili na tem avtobusu tekmo
rokometni dvorani. Sicer, če povem iskreno, jaz nimam kaj lagati, meni je dosti bolj bil pri srcu velik nogomet. Pol skupina kot skupina, nekaj je more, mi tako podpiramo vse, ne? Nekaj moreš, eni imajo reši rokomet, eni imajo reši nogomet, eni so imeli reši malo nogomet, nekateri, ki hodijo na uno, ne hodijo na drugo. Meni je bil nogomet zmeraj bolj pri srcu, gledajte, tudi rokomet mi je pustil lepe spomine in še posebej na zmaga nad Koprom v Izoli, je bilo ekstra. Ja, veliko imam naslednjo temo, kako se spominjaš derbija v Izola, Koper, tako v nogometu kot rokometu? Derbi so itak zmeraj nekaj posebnega, ki je to rivalstvo, ne. Mi imamo do Kopra rivalstvo, do Ljubljane imamo sovraštvo, ne, bi rekel, ne. Tako da pač tle je rivalstvo, zmeraj nekaj se probaš spomniti, ne, da narediš na tribuni nekaj novega, da si zanimiv, da tudi v derbiju se udeležuje več ljudi, tudi te, ki ne hodijo na klasične male tekme in lepe spomine imam iz nogometa tudi, pač bilo jih je, kar je bilo. Eden od zadnjih iz nogometa je bilo to gostovanje s temi barkami, ki smo bili, ne. Spet se moraš nekaj spomniti, da pritegneš te ljudi, pa smo bili z barkami, pa mali fuzbal smo bili, ne vem, z Trolo gor na Škofijah, zmeraj se praviš kaj spomni, da imajo tudi novinarji pol kaj zapisati, ne, ja. Je tekma s Koprom tista, ki jo najbolj čakate, recimo? Ne, nam je vsaka tekma pomembna, pač derbi je nekaj posebnega, ki se začneš toliko prej pripravljati, sicer kaj je to, lahko zdaj so to sanje, kdaj se bo kaj spet zgodilo, rokomet naši v 3. ligi, Koper, če se ne motim, je šel v 2., spet se ne bomo srečali, če se bomo sploh še kdaj, v nogometu niti da ne omenjamo, tako da mi bi smo željni bili več tega, tudi jaz, magari pri 50 letih, kamoli ta naša mladina. Jaz imam srečo, da sem v 90 letih občutil še prvo ligo in nogometa in rokometa. Danes, na žalost, te naši mladi ne vejo, kako to zgleda. Magari v drugih časih pač je bilo res nekaj posebnega, takrat, ko so bile polne tribune in škoda, no. Kako se spominjaš recimo zmagi Izole nad Koprom? Zmagi Izole nad Koprom, spet ni, da jih je bilo dosti, tako je, mi ko zmagamo kaj pomembnega, ne vem, v Kopru verjetno naslednji dan začnejo živeti, mi proslavljamo še en mesec, ne. In še zdaj se spomniš, ne? Ja. Kaj, če se spomnim? Ne, pravim, da še zdaj se spomniš teh zmag, ne? Ja, se spomnim, seveda, se spomnim, tudi v nogometu je bilo nekaj, takrat sem bil na zadnjem, ti pravim, je bila ta ki je bil tukaj evropski Koper, ki je zmagal vse in smo ga zmagali v Izoli, je bilo res, eksplodirala dvorana, je bilo res nekaj posebnega, ne, še toliko bolj, ker so oni bili tako močni, ne. Kakšen imate pa recimo odnos do koprskih navijačev? Imate kakšne prijatelje, mogoče tam vmes je to, ali nimate nobenega odnosa? Jaz s to novo generacijo nimam nobenih stikov, zdaj, če ima kakšen od naših mladih fantov, se s kom kaj pozna, prej s temi starejšimi, s kakšnim tako, sicer ne vem, kje so niti več, če ne, nobenega stika, nobenega odnosa. Mladi mogoče imajo, so prijatelji tudi na ulici, se ni zdaj, da se vsi sovražijo ali ne marajo, pač verjetno tudi pijejo v istih lokalih, se družijo, tako da nič kaj, nimam nobenih stikov z njimi. Kako se spomniš tiste tekme z Benfico, leta 92, evropsko kvalifikacije? Jaz tekme se spomnim bolj kot žalostno, ki takrat so bili neka skupina, kot jaz vem, bila nekaj v sporu, ni bilo nekaj, meni je dosti bolj ostala tekma z Olimpijo v spominu, ko smo bili, bolj kot ta Benfica, ker takrat z Benfico je počasi začel naš klub umirati, tako da tam smo dobili neki vzpon in potem je začelo vse to padati in pol smo izpadli iz lige, celo smo šli v 4. direkt, je razpadel klub leta 95, če se ne motim, spremenil ime in vse, Si bil mogoče tudi na kakšnih gostovanjih v gosteh, recimo po Evropi?
Po Evropi, mi smo imeli samo to, drugih ni bilo. Bil sem lahko v Evropi na gostovanjih z drugimi navijaškimi skupinami. Ja. Z našo, ne, ker mi Evropo smo imeli Benfico, nažalost. No. In zdaj, ki so imeli Punce, če se ne motim, ta rokomet ima. Ja, malo drugače mesto, ne? Ja. Kako pa nasplošno gledaš na trenutni šport? Denarja ni, tako slovenski šport nazaduje kot primorski šport. Zakaj misliš, da je temu tako? Ma kaj jaz vem, enkrat recimo te, ki so dajali v šport, so si nekako upravičili to z davki. Danes moraš ti dobiti nekega človeka, ki ima res rad to, ali ne vem, kaj vidi, kaj dela v ozadju, da ga to veseli. In tako kot pada šport, normalno umira tudi navijaška scena, ne? Ker pač itak, da če klub ne deluje, kot mora delovati, to pa tudi število gledalcev je na tribunah manj, pa tudi s temi našimi vstopnicami in to ni, da ki se lahko klub kaj pomori, da so to neke obiskane tekme, da so polni stadioni. Imate tle primer Kopra, ki je, ne vem, večno v prvi ligi in vse skupaj je ena velika žalost. No. Talenta pa ni nikoli manjkalo, ne? Ne v Izoli, ne na Obali. Ni manjkalo, zmeraj so naši, ali se kakšen dober rokometaš, nogometaš, naši športniki tle na Obali zmeraj, samo kaj češ, pol tle, grejo naprej. Danes je tudi, ne vem, enkrat ni bilo toliko možnosti teh menedžerjev in vsega tega, kar je danes. Danes ti odprejo vrata, ne rabiš biti neki ekstra tudi dober, pa lahko greš v tujino. No. Prej pa so bili oni res, ki so bili dobri, so šli ven iz države. Ne. Je bila prisotnost Riborov odvisna kdaj tudi od rezultatov, da vas recimo potem ni bilo nekaj časa? Tako, ne vem, prej en čas smo tako, govorim ne zdaj v te prihodne, kar nekaj časa nazaj je bilo tako, da smo imeli takšen film, da noben se ni nanka zaslužil naše podpore, glede na to, kar so prikazali na terenu in to. Zadnji čas, itak mi na rezultat, če gledamo ali na naše dosežke, nas ne bi bilo nikoli. Ne? Tako da mi gremo, pač nam je v veselje podpreti, nima veze, kdo igra za naš klub, važno, da kar je le sposoben za ta dres, za to mesto in pač mi gremo zaradi pripadnosti mestu in ker želimo tudi pomagati pač tem našim športnikom, koliko le lahko, pač vsak na svojem področju, tako da. Kakšen je pa recimo vaš odnos s klubom, imate kakšno sodelovanje, tudi odnos do igralcev recimo? Imamo korekten odnos s klubom, nismo v nekih konfliktih, zmeraj se da vse pogovoriti, zmeniti z igralci, nobenih zamer, vse igralci dajo, tam igrajo, ali igrajo za ston, igrajo za dva bela, dva črna, nimaš niti kaj očitati, tako da imamo fair odnose, ni da neki se gledamo grdo in po strani. Sicer normalno, če konstantno ni rezultata, kaj normalno, ti kakšno slišiš, on ti ploskali, če ocenimo, da ti ni za ploskat, ne. Tako predsednikom kluba kot igralcem, ne. Kako pa gledaš ti oziroma ostali tvoji navijači na huliganstvo v športu? Tega v Sloveniji ni dosti, oziroma lahko, da ga sploh ni. Potem pogledamo Anglijo, recimo Italijo, to bolj izrazito, ne? Huliganstvo bo itak zmeraj prisotno, ko so večje zbiranja, večje skupine. Ni da vsaka skupina so vsi huligani, pač zmeraj je določeno število takšnih, ki bi rekel po domače, ne, si malo več upajo, ne, in pridijo z namenom tudi delati nerede, kako gledam. Težko bo to izkoreniniti, ne, lahko oni delajo zakone, lahko to se bo selilo pol ven iz stadionov, če ni. Ne podpiram tega, ko leti pirotehnična sredstva v civil in to. Zdaj, če se dve navijaške skupine spopadejo, nijo nič proti, tako vejo, to je ta svet, to je, kako rečejo, sto movimento je così, no. Ja, nekaj tudi mora biti tega, ne. Kako pa je s predpisi, vemo, včasih tudi, ne vem, Nogometna zveza Slovenije enkrat tekmo registrira 3-0, enkrat da kazen prazne tribune, enkrat da denarno kazen. Imamo sploh kakšne predpise, kakšna pravila ali si to izmišljujejo? Z Nogometno zvezo Slovenije sploh mi je škoda omenjati, jaz bom povedal naš primer, ki smo imeli. Recimo se je zgodilo to gor, ta petarda, ne vem, v Murski Soboti so dvignili vsi mediji, prva liga.
Ko smo imeli mi incident v Škofji Loki, takrat niso se oglasili na neke zdrahe delali, ki so našemu navijaču stisnili v nezavesti gorečo baklo v trebuh. Dobro, da ni malo več časa, lahko bi jo kratko potegnil. In tu potem zame so razlike. Ne vem, kaj mi, ki smo pač v tretji ligi, lahko to pretrpimo. Zdaj tam so se spomnili spet nek zakon o navijačih, neke prepovedi od 5 let in brez veze. Mislim, za našo malo Slovenijo se da to rešiti drugače. Ker itak vejo točno, kdo je kdo, nas imajo preštete vse. Nas imajo vse v kartotekah, preštete na kamerah, ne more se skriti. Težko se skriješ v tej naši mali Sloveniji. Tako da tu neke te, mislim, da nimajo pojma, po domače povedano. Kako je s tem v tujini? Se pogovarjate kaj z vašimi navijaškimi kolegi? V tujini je drugače, ne vem, v Italiji imajo Digos, te posname, te prijejo iskat domov, rešijo takoj stvar, dobiš prepoved, kazen in potem rešuješ z odvetnikom. Malo bolj tle še zmeraj pri nas, ne vem. Po moje ne vejo niti kakšne pooblastila ima policija, tipičen primer je bil gor v teh Jesenicah, ki vse skupaj bilo. Nisi razumel nič, po domače povedano. Če se malo odmaknemo od stadionov, prirejate druge dogodke, od koncertov do zdaj na ribiškem prazniku ste vedno močno zastopani. Boste tudi letos? Bomo tudi na ribiškem, saj smo v stalnico vsako leto, tako da ribiške je to nekaj, kar delamo skozi leta. Kar se tiče koncertov, takrat smo neke koncerte delali, ki niso bile vezane na neke obletnice, tega bolj malo bilo. Sodelujemo z našim Rdečim križom, ne vem, če kdo rabi kakšno pomoč, zmeraj smo odprti za vse, pač smo tako tudi malo dobrodelno usmerjeni. Ne zato, da si dobivamo lajke na teh platformah, nego tako pač. Mi tudi sami radi reklami si ne delamo, je prav, da povejo drugi o tebi. Nek se dela reklamo sam, ne vem, zame je no sense. Velikokrat ste sodelovali v dobrodelnih teh akcijah, tudi recimo vaših preminulih članov se radi spominjate, greste na njihove grobove, vseh si zapomnite, vsi vam ostanejo v srcu. To more biti, pač to so naši ljudje, smo odraščali v teh prostorih, ki jih imamo skupaj in če kakšno še tako bolj blizu, da je res normalno, da ga se spomnimo. Sicer naših članov je več preminulo, dva, imamo 3, ki najbolj pač izstopajo, to je naš Lojze, Maksi in Joža. Če ne so tudi te drugi, Ervin, te, ki so pač, samo te so pravni, ki so bili v jedru skupine in njih pravno pač ščivamo vsako leto, z obiskom grobov in tako. Organizirate tudi skuterji, to še vedno? Tako, skuteri so nastali kot neka zabava. Mi, kot smo bili mladi, ko smo imeli vsi te avtomatike, ne vem, smo se v Izoli dobili in smo se pač peljali 10-20 motorjev, koliko se ne zbralo v Portorožu. In smo rekli, da bomo to z leti obudili. In to smo delali 5 let, do 6. leta, ko smo obiskali Koper in potem so nas ustavili, smo dobili dober darilen bon, takrat, in potem smo rekli, moramo to ugasniti, imamo pa zdaj neko drugo zgodbico, to se zmeraj dogajalo na 1.9. Zdaj imamo 1.9, ki traja že tudi nekaj let, pa imamo ni skuter žur, nego je pasera žur. Pač gremo z barkicami tle na morje, se vežemo na Bele skale in potem tam malo se kopamo, podružimo in pač se družimo, po domače povedano. To je bilo tako. Kako se pa spomniš recimo prejšnjih obletnic, 10. obletnice, 20. Ste tudi kaj imeli? 10. obletnice, jaz spomnim, da vem, da je bila 10. Katerega leta je bila to? 2 Jurja. 2 Jurja se spomnim bolj slabo, sem imel neke svoje osebne težave, nisem bil niti zraven, če povem. 2020, let 3, dobra žurka, isto, Košus. 30.
pač nas je COVID malo zbremzal, smo lahko naredili samo to bakljado, neke manjše stvari, 25 tudi smo nekaj okrasili Izolo s to pirotehniko. Mislim, da vsaka je po svoje lepa, ne. Zato smo želeli tudi to zdaj malo, dajmo reči, Izolo objeti z dimom, ne nekaj drugega, sicer vsi so mislili, da bojo spet te baklje, bojo verjetno v prihodnosti še zmeraj, ne. Zamislili smo se neko novo stvar, da je spet nekaj novega, neka lepa slika, da postane ljudem v spominu, tudi to in tako da, vse obletnice so po svoje bile lepe, res zmeraj in zmeraj. Je to vrhunec potem nekega obdobja, te obletnice? Ma ne vem, če je vrhunec, je prav, da je obeležiš desetletje, da so bile, prvo smo na 10 let, zdaj smo začeli že vsakih 5, sicer vmesna je malo v manjši obliki, kot pride okrogla, no, tako. Ideja že za 40, ste se že kaj pogovarjali, Čani? Ne vem, to se bomo mogli, ki pridejo za mano, če bi hoteli kar še na svete na razpolago, jaz mislim, da sem svoje ideje strošil, ne. Tvoji otroci so tudi kaj pri ribarjih? No, jaz imam 2 punčke od 8 in 10 let, vejo, da pač, če lahko povem tle, ne vem, da Koper je M, ne, in da Giallo je verde, sem colore del due M, ne, to vejo, ne, to pač v Izoli, gre iz generacije v generacijo, ne more iti drugače, ne, in probam, da ne nosijo mi rumenih majic, kot jih nisem jaz, ne, ali pa zelenih, ne, te 2 barve so nam bolj tako v Izoli, ne, obstajajo tudi druge, ne. Kaj sicer še počneš v življenju, s čim se še ukvarjaš? Ma kaj, če jaz govoriti o mojem življenju, vem, s čim se ne ukvarja, ne, povsod me je preveč, tako da pravim, malo bom mogel se vzeti sebe v roke, vzeti čas za sebe in delam na zavarovalnici, ne bom govoril, kateri da dela reklame, tudi na občinskem svetu sem in še marsikje, tako da ni da imam dosti časa za sebe, no, pa domače povedano. Kaj bi si še recimo želel delati kot hobi recimo, če bi imel več časa? Ma, jaz nekih želj več nimam, malo grem na kolo, malo sem se primil v roke, malo grem hoditi, kakšen hribče imam, tako da nekih ekstra teh nimam hobijev, da bi imel. Hobi je, hodi malo na strelišče se igrati, no. Tako. Gledaš kakšne filme mogoče? Šport gledaš po televiziji? Če povem po resnici, sem od januarja, nimam niti televizije več doma, ker nočem več se filati s to negativno energijo, gledam, da si okoli sebe dam pozitivne ljudi, mislim, da sem se v teh letih tega negativizma in žlehtnobe prejedel. Ni, da sem zdaj za to ratal čuden ali kaj, samo pač res mi je, ne rabim več tega v svojem življenju, sem rekel, in moram to malo spremeniti tudi zaradi sebe, zaradi svojega zdravja, ker mi je vse počasi že začelo delati neko tesnobo, tako da zdaj se počutim v redu. Imaš kakšen življenjski moto mogoče, ki te spremlja? Krepat manemo lat. Evo, Marko, super zaključek. Hvala, ki si bil moj gost. Srečno dalje in se še vidimo, ne? Ja, hvala za vabilo in se vidimo v prihodnosti. Sigurno, v Izoli. Hvala. To je bilo za danes vse, bodite z nami tudi prihodnji teden, do tedaj pa srečno.